slabega, da se to dogaja predvolilnem času, kajti vidimo, da je bil ta predvolilni čas prekrit z nekimi temami, ki so bistveno manj usodne kot so teme. Ko zdaj govorimo o energetiki, se menimo v kategorijah uničevanja državškega bliža pa uničevanja slovenskih telekom. So določeni projekti hidroelektrarniški, kar tako brez participacije javnosti, o uničenju vodnega režima Slovenije, pa vodne varnosti Slovenije. To so velika strateška vprašanja, ki so fundamentalna za nacionalno varnost. Tukaj ne gre več samo za tisto ekologijo, kot da je čisto pa lepo okolje, pa da imamo pomedene ulice, ampak gre za esencialno živetvene kategorije ljudi, ki jih živijo. So resne stvari in zato je tudi prav, da se v tem času morda takšna tema odpre, ki je nihče ni slišal. Jaz v celi kampanji nisem slišal neko stališče kot kriminal, so zdaj izjemnega pomena za Slovenijo. Konkretno, od koga pričakujete odgovor, v kolikšnem času, ne vem, mogoče kakšno diplomatsko noto? Mi smo poslali dopis tako hrvaški vladi za kakšno mnenje imajo od teh kriminalih v Italiji pod slovenski vladi, kot italijanski in na Evropsko unijo. Vem, da v roku 3 tednov, odkar sem poslal te dopise lastnoročno, nisem prijel še nobenega odgovora. Zaradi tega bomo pač sprožili nadaljnje postopke in poslali predsedniku Evropske unije v Francijo, da hočemo imeti pač od teh dveh držav v Evropski uniji odgovore in od komisije v Evropski uniji. Predstavniki TGE so nedavno za medije izrazili optimizem. Oni pač že vidijo izgradnjo terminala v Kopru, poudarjam tako kot je. So rekli, da z vlado nimajo nobenih problemov? Ja, izjavili so, da z vlado nimajo nobenih problemov. Kot je Vladimir povedal, ključni naslov, na katerega se moramo pač usmeriti, je Ministrstvo za gospodarstvo, ki je, vemo, v katerih političnih rokah, je uprava Luka Koper, ki nastopa zelo nerazumno. Poglejte, Luka Koper, če se zgradi tam terminal, če v tem zgradijo še rezervarje za CO2, še toplotno termocentralo. Oni ponujajo pač paket nekih objektov, ki so lahko zelo vprašljivi za okolje, ampak če tam postavijo terminal, to pomeni bistveno omejevanje luških dejavnosti, sedanjih luških dejavnosti. Ker prihod takih tankerjev praktično v mesto, poglejte, mislim, ta situacija v Kopru je še hujša kot v Žavljah. Tukaj bi dobili prav tankerje do mesta, do starega mesta, oziroma do Ankarana, v najboljšem primeru. Ankarančani so že tako zapostavljeni in njihovo območje uničeno pri Sveti Katarini, s tretjim pomolom, a bo ta tretji pomol služil morda tudi temu terminalu. Mislim, nam ni jasno. Tisti rezervar, ki bi nastal na Serminu, bi bil visok, če se ne motim, 50 metrov. To je monstrum. Takega rezervara v Kopru še ni. Ampak zraven imamo ogromno rezervarjev nevarnih kemikalij in naftnih derivatov. Je prav Franc Malečkar nedavno pokazal fotografijo. Le 650 metrov je od teh rezervarjev do naseljenega območja. Skratka, ni upoštevanih pogojev, ki pa v Ameriki po civiliziranem svetu so nujni za izgradnjo tovrstnih objektov. Pri nas ne. Se nakopiči vse in potem gospod Časar se hvali s poslovnimi rezultati. Seveda, to so poslovni rezultati tretjega sveta. To so poslovni rezultati prodanih ekonomij, ki dajejo multinacionalkam vse možnosti poceni. Seveda se bo nakopičil kapital v tem majhnem prostoru. Kaj pa bo s prebivalstvom? Kaj pa bo z našim turizmom? Kaj bo z našim morjem? To so ključna vprašanja, na katera
vlada zdaj noče odgovoriti. V volilni kampanji še posebej ne. Zato skuša to omejevati tudi v medijskem prostoru. Ni velikih odzivov, so tiho, se ne odzivajo na vse te naše pozive in vprašanja. Čakajo, ne pride 21. september, ko bojo potrjeni, pa se bo začelo govoriti. In še kako. In ta glas bo več nepotreben. Če lahko samo še jaz nekaj povem o predsedniku Janeza Janši. Za tretji pomolj se mi borimo, da ga ne bi naredili in on je Ankaranu pred 2 leti dal obljubo, da se koprsko pristanišče ne bo širilo na škod ljudi in zdravja okolja. To je prelomu in če je prelomu eno obljubo, lahko tudi drugo prelomi. In mi smo pred 3 tedni govorili z njim, pa imel predstavitev kandidatov SDS v Ankaranu in smo rekli, kaj je s to obljubo, kaj je s to črna gradnja Luke Koper. Sam predsednik se sprašuje, če je to črna gradnja ali pa ni črna gradnja. Čeprav vsi časopisi pišejo, pa če je črna gradnja. Pomeni, da tukaj sam predsednik vlade laže. Vsi se zavedamo, tako gospodarstveniki, tako politika, da so ti terminali izredno škodljivi in zakaj so škodljivi, to so bile napravljene velike študije. In da je Tržaški zaliv popolnoma neprimeren. In kljub temu, jaz se samo kot oseba sprašujem, zakaj nekateri politiki in gospodarstveniki še vedno vztrajajo, da želijo imeti terminale tam. Odgovor je jasen, zato ne potrebujemo posebnih dokazov, tukaj so veliki osebni finančni interesi. Osebni, na škodo javnosti, na škodo ljudstva, ki živi tam, pravzaprav cele Slovenije, ker vse sem povezano. Mi moramo biti na te stvari zelo pozorni, ker ena stvar se tukaj vemo, da sedaj ta vlada karkoli je naredila, nam je eno obljubila, drugače je odreagirala. Do danes. Kaj bo jutri, ne vem. Še preden bi kandidiral, sem kot novinar zaprosil za pojasnilo Ministrstvu za gospodarstvo. In dobil sem odgovor, da postopek po 1 letu ni še zaključen. In ne morejo komentirati. In ne morejo komentirati. Ta je bil njihov odgovor. Je treba pa, če dodam temu, kar je povedala Romana, da sama vlada je sproducirala 4 poročila o nevarnosti in uničujočem vplivu terminalov. Torej, stvar je jasna. Tega ne povemo samo mi. Civilna družba, ekologisti, politiki, opozicija in tako dalje. To so potrdili strokovnjaki, ki jih je zbrala vlada, Ministrstvo za okolje, medresorska skupina, ki jo vodi dr. Marko Starman. In to so večkrat povedali in iz tega izhaja odločen ne Ministrstvo za okolje, ampak le Ministrstvo za okolje, Italijanov. Tudi v Rimu je podobnik ostal sam. On, tudi v Piccolo je pisal, je bil članek, sul Piccolo scriveva tempo fa di questa riunione a Roma, kjer so izpostavili dejstvo, da na koncu se je sam podobnik oglasil s tem problemom. In ga je izpostavil. Ne? Drugi očitno ne. Drugim paše, da se obdrži neka siva cona, vezane trgovine, kupčije, ker točno vedo, da bojo naši tudi ponudili poseg, ki bi lahko bil problematičen za Italijo. Ne? Od Krškega do kopenskega terminala. Ne? Torej, tukaj gre za eno veliko kupčijo, verjetno vlada, ki bi se znebila tudi tega ministra za okolja in gospoda Starmana in teh strokovnjakov, bi potem ustanovila novo strokovno skupino, ki bi ugotovila, da ni problema. Ne? In mi smo pred takim scenarijem. Pa ne glede, če vlada prijedno. No, če jaz lahko rečem, da nekateri bomo ustrajali pri tem, kot smo preden bi vstopili v politiko, in tudi še bomo ostali v politiki. Tako da to je zagotovilo, ki ga lahko damo mi, ki smo tukaj. Jaz osebno, Franci Kek in verjamem tudi ostali.